lepo napovedujem Tanjo Žuran-Putora, ki prihaja iz Izuma, da nam bo predstavila novo generacijo povezovanja Kobi-Slip z napravami in servisi. Tako da Tanja, kar izvoli. Polona, hvala. Hvala za besedo, tudi hvala za povabilo še z moje strani in res en lep, prijazen pozdrav vsem, ki ste prisotni na tej današnji predstavitvi. Že predhodniki so pripravili čudovite predstavitve in verjamem, da se bo tako nadaljevalo do konca dneva. Moja današnja naloga pa je, da vam približam aplikacijo Kobi.io, našo odločitev za njen razvoj in čemu sploh je v bistvu potrebna. Pa kar začnimo. Zakaj smo obstoječi servis Kobi.DGV, ki ga poznate tisti, ki že nekaj časa delate v Kobi.Slip, odločili zamenjati z novo generacijo oziroma novo tehnološko rešitvijo Kobi.io? Pri tem so nas v bistvu vodile izkušnje s terena, saj je pri nameščanju servisa Kobi.DGV se je kot največja ovira izkazala v bistvu potreba po sistemskem administratorju oziroma teh administratorskih pooblastilih na samem računalniku. Prav tako je bil to izziv, če je v bistvu prišlo do kakršnih koli težav in je bilo potrebno restartati še en servis, ki teče v ozadju, in sicer Kobi.3GT servis. Tako da v bistvu je pol na nek način v knjižnicah, kjer imate zunanje izvajalce ali pa recimo v šolskih knjižnicah, kjer recimo so tisti, ki skrbijo za tehnično opremo, ponavadi kar precej zasedeni, v bistvu nekako upočasnjevalo celosten prehod na Kobi.Slip, sploh kar se tiče perifernih naprav, naprimer tiskanje nalepk in podobnih zadev. In tako smo pol z Kobi.io dosegli v bistvu to, da je možen hitrejši začetek dela v Kobi.Slip. V bistvu saj za nameščanje vsega potrebnega administratorska pooblastila niso nujna, za ponovni zagon pa v bistvu sploh ne. Tudi za prihodnost smo gledali, kaj bojo tiste glavne prednosti. In ena je v bistvu lažje vzdrževanje, tako na naši strani kot na vaši strani, hitrejše nameščanje novih verzij v primeru tako tehnoloških potreb po novih verzijah, v smislu, ne vem, večje varnosti, novih tehnoloških rešitev, višji verzij katerekoli programa, ki se uporablja za pripravo raznih aplikacij. In pa tudi na vaši strani, ko je v bistvu kajkoli potrebno namestiti, vas program vse zvodi, obvesti. Zdaj pa, zakaj ga sploh potrebujemo? To je eno glavnih vprašanj. Tukaj, če lepo vidimo, na eni strani imamo Kobi.Slip. Zdaj, marsikdo bo rekel, Kobi.Slip je tista zadeva, zaradi katere zdaj še potrebujemo nekaj dodatnega. V bistvu ne, razlog so spletni brskalniki. Če to čisto poenostavljeno povemo, spletni brskalniki v bistvu predstavljajo našo okno v svet, in če to potegnemo vzporednico z realnim življenjem, tako kot nas okna v našem domu ščitijo pred nezaželenimi vplivi iz okolja, nas v bistvu spletni brskalnik ščiti pred nezaželenimi vdori v naše domače oziroma lokalno okolje na računalniku oziroma povezane razne intranete in podobne zadeve. Zato brskalniki sami po sebi ne dovolijo tega povezovanja na periferne naprave oziroma določene servise, in zaradi tega mi v bistvu potrebujemo en most, to je Kobi.io, da v bistvu se lahko povežemo tako, ne vem, s tiskalniki, POS terminali, spletnimi raznimi storitvami, davčnimi blagajnami, RFID tehnologijo, knjigomati, ki v bistvu vam knjižnicam omogočajo nekako ta prehod, da smo z servisi, storitvami na voljo skoraj 24 ur, 7 dni v tednu. In pač za vse to potrebujemo v bistvu ta most, in zato je pač razvita Kobi.io, ki ga potem namestimo, po potrebi se pač nove verzije nameščajo in potem nam zadeve delujejo. In zdaj pa boste nekateri vprašali, kdaj ga potrebujem, ali ga sploh jaz potrebujem ali ne. V bistvu aplikacijo Kobi.io oziroma pa če stari servis Kobi.DGV, ker trenutno še delujeta vzporedno in še nekaj časa bosta, predvidoma do druge polovice tega leta, imamo v navodilih za delo z Kobi.Slip poglavje namestite aplikacije Kobi.io in eno tabelo, kjer pač pogledate, kaj vi uporabljate in ali potrebujete aplikacijo Kobi.io, in pa ali v aplikaciji Kobi.io še morate kaj dodatno nastaviti in pa kakšno opombo.
Zdaj bo marsikdo mislil, ok, jaz pač nekaj prenašam iz kakšne lokalne mape, kličem lokalno mapo. Tudi to ne dovoljuje spletni brskalnik, zato je potrebno KOBIS-IO imeti. Tako da v vseh teh primerih, kot je recimo nekaj primerov pač takih zadev, kot je tukaj navedeno, skratka si lahko v tej tabeli pogledate, kdaj na določenem računalniku oziroma delovni postaji v bistvu sploh potrebujete aplikacijo KOBIS-IO. Zdaj pa v bistvu naslednja pomembna spletna stran pri množici naših spletnih strani, podstrani, ki ni sama sebi namen, je priporočena oprema. V bistvu tukaj najdete res čisto vse informacije o tem, katera oprema je podprta v povezavi s KOBIS-LIP, kaj se mora upoštevati za RFID, kaj se mora upoštevati, če nabavljate naprave, ki delujejo po protokolu SIP2. Najdete v bistvu v končni fazi tudi informacije o našem novem poenostavljenem knjigomatu IZOM, za recimo kakšne šolske knjižnice oziroma aplikacij za samo izposojo in vračanje gradiva, ter seveda najdemo navodila za nameščanje aplikacije KOBIS-IO. Tako da priporočena oprema je v bistvu res vsi, ko delamo s perifernimi napravami, nam je tista vstopna stran z nekimi osnovnimi zadevami, da nadaljujemo. In če zdaj preidemo na v bistvu nameščanje samega KOBIS-IO, še preden začnemo s tem, si v bistvu moramo namestiti aplikacijo OpenWebStart, ki je odprtnokodna rešitev in omogoča izvajanje Java aplikacij. V bistvu zadeva je res zelo priročna, enostavna, pomeni manj stresa za uporabnike, manj stresa tudi za ponudnike programske opreme, saj v bistvu, ko ti enkrat to aplikacijo namestiš, te ona obvesti, ko je v bistvu nova verzija, te vpraša, če želiš namestiti, namestiš. V bistvu bolj kot ne samo stvari potrjuješ, ne dela vsega zdaj samostojno, ker tudi na nek način varnostno ne bi bilo ok, ampak te pa obvesti, te opozori in zdaj za katere operacijske sisteme je na voljo, pa vidite na tej prosojnici. Zdaj tako za Windowse, tako 64-bitne sisteme, kot tudi 32, pri čemer velja poudariti, da zdaj glede na to, da je v svetu in pa tudi v Sloveniji večina računalnikov podprta z operacijskimi sistemi Windows 64-bitni, tudi mi v bistvu vse teste pa testiranje opravimo na tej različici. Za druge operacijske sisteme je tudi ta OpenWebStart na voljo, sicer imajo tukaj spodaj napisano pač eno opozorilo, da določene verzije so pripravljene, ampak jih je pač potrebno stestirati, ker tudi sami niso toliko pozornosti na testiranje določenih verzij dali oziroma posvečali, pač čisto z vidika uporabe. In zdaj celotnega procesa namestitve aplikacije OpenWebStart v bistvu jaz ne bi predstavljala, ker je res z slikicami lepo po korakih to opisano v navodilih za namestitev KOBIS-IO, ampak bi izpostavila v bistvu zgolj eno izmed oken, kjer vi sprejmete določeno odločitev. In to je v bistvu pri OpenWebStart se vi lahko odločite za možnost, da boste samo za konkretnega uporabnika v operacijskem sistemu Windows namestili ta OpenWebStart, takrat ne rabite administratorskih pooblastil in to je tista prednost. Če pač v nekem trenutku ni na voljo sistemskega administratorja oziroma tistega, ki z administratorskimi pooblastili vzdržuje računalnike, delovne postaje, lahko vseeno vi to zadevo namestite in si omogočite delo in se pol naknadno po potrebi rešuje še za vse ostale. Vkolikor pa pač so sistemski administratorji na voljo, seveda se na računalniku uporablja v bistvu več uporabnikov, je kreiranih več profilov, recimo ne vem, v izposoji in tako naprej, takrat pa se z administratorskimi privilegiji v bistvu namesti za vse uporabnike in je s tem pol zadeva zaključena. In potem, ko v bistvu imamo to aplikacijo OpenWebStart nameščeno, je v navodili prav se začne stavek iz povezave KOBIS-IO, v ozadju se skriva povezava, tako kot tudi tukaj, začnemo z namestitvijo aplikacije KOBIS-IO. In pol v naslednjem oknu v bistvu
Tu kliknemo, pol se nam aplikacija shrani v prenose oziroma mapo downloads, če uporabljamo angleški operacijski sistem Windows. Tam jo zaženemo in pol v prvem oknu se pojavi v bistvu okno, kjer nam ta prenese aplikacijo, potem se pojavi eno varnostno vprašanje, ki ga potrdimo z run. Pol nas vpraša, ali si želimo v bistvu to aplikacijo bližnjico namestiti na delovno področje oziroma desktop, kar v bistvu nekako priporočamo, zato ker je pol lažje dosegljiva v primeru, da si aplikacijo kakorkoli izklopimo. Potem pa nas vpraša, kolikor prvič na določeno delovno postajo to nameščamo še po akronimu knjižnice. Tukaj vas bi res prosila, da dejansko vpišete, ker smo danes gostje NUK-a, sem tu kot primer napisala NUK, drugače pa akronim vaše knjižnice, ne vem, SIKNG, SIKMB, SIKMS, SIK Celje, karkoli, SIK Novo mesto, da čim več pokrajin v Sloveniji zajamem. Tako da skratka res vaš akronim, mogoče se vam bo zdelo v enem trenutku nepomembno, ampak pač iz naprej vzdrževanje, pa če mi pač lahko prosim za toliko zaupanja, izkušnje so pokazale, da je izredno pomembno. Ker namreč imeli smo že variante, da je čisto bilo prepisano, kakorkoli navodila napišemo, tako se pol prepiše. Skratka, in potem se nam na delovnem področju kreira ta bližnjica Cobiss.io. In pa, kar se nam ob prvem v bistvu zagonu te aplikacije tudi na delovno področje sama aplikacija odpre v takšni obliki, kot je tukaj narisana, in priporočamo, zdaj aplikacija v angleščini, preprosto zato, ker gre za sistemsko aplikacijo, ki teče v ozadju, vi ko enkrat nastavitve naredite, pa to se te aplikacije v bistvu tako rekoč več ne dotikate, zato aplikacija pač tudi ni prevedena in je pač res v angleškem jeziku. In tukaj obkljukate ta Start SEO After Login. To preprosto pomeni, da se bo s tem aplikacija samodejno zagnala po zagonu računalnika. Če želite samodejni zagon ukiniti, izključiti, odkljukate Start SEO After Login. To je v teh čisto osnovnih Cobiss.io properties oziroma nastavitvah na voljo. Zdaj lahko se pojavijo določeni izzivi, kdaj to gre, ne gre, če operacijski sistem ima kakšne varnostne zadeve, tudi te vse izkustvene variante, ki so se do sedaj pojavile, smo dodali v navodila za nameščanje Cobiss.io. In pol, v bistvu, ko enkrat je to vse nameščeno in mi recimo kliknemo X, ker več ne rabimo, ker imamo radi čisto delovno področje, se nam aplikacija skrije v tako imenovani System Tray, to je ta puščica oburi desno spodaj v operacijskem sistemu Windows, kjer si te stvari, ko tečejo v ozadju, prikažemo in tukaj se Cobiss.io skriva. In če kliknemo z desnim miškinim gumbom, se nam tu možnosti prikažejo. In sicer Open pomeni, da si aplikacijo prikličemo na delovno področje, če želimo recimo, ne vem, spremeniti, urediti kakšno nastavitev, s Close jo zopet skrijemo iz delovnega področja tukaj not in z Exit jo v bistvu čisto zapremo. Zdaj, če je danes kdo slučajno to aplikacijo tako čisto iz radovednosti, ker se je veselil te predstavitve pogledal, bo videl tu še eno možnost, o tem pa nekoliko kasneje, saj je ta možnost na voljo čisto od včeraj. In če v bistvu v aplikaciji Cobiss Sleep od perifernih naprav uporabljate samo tiskalnike ali podpisno tablico, je za vas postopek namestitve preprosto končan in je to to. Preverite delovanje, ne vem, sprintate nalepko za gradivo in tako naprej, preverite, da v Cobiss Sleepu funkcionira in je to to. Vkolikor pa pač uporabljate različne periferne naprave, pa pogledate tukaj na ta levi del, kjer v bistvu vidite, da lahko nastavite za RFID zadeve, da nastavite FURS, je davčno potrjevanje računov, POS terminal, razne rešitve, ki so za določene knjižnice razvite, in pa imamo tudi DGV-log editor, kjer lažje v bistvu dostopate, tudi to je ena prednost v primerjavi prejšnje generacije, saj do zadnje log datoteke pa tudi ostalih lahko hitreje dostopate. Zdaj, kaj je še pomembno? Tisti, ki do zdaj uporabljate Cobiss DGV,
in boste prišli na COBISS.io, ne boste rabili teh nastavitev na novo narediti. Namreč te nastavitve se tako v starem COBISS.dgv kot v COBISS.io shranjujejo v določene datoteke v mapi COBISS 3 files, zato je ta mapa tako pomembna, da jo pač vsi imamo, ker vse, kar pač zdaj karkoli izum rabi na vaš lokalni računalnik shrani v to mapo. In se vam v bistvu bojo nastavitve prenesle, tako da ne boste rabili v bistvu tega ponovno nastavljati, kar je tudi ena velika prednost. In da predstavim eno izmed nastavitev, namreč eno izmed takih zakonsko določenih zadev je davčno potrjevanje računa in zato je pomembna ta nastavitev FURS. In na tem primeru bomo pogledali eno izmed nastavitev. Z levim miškinim klikom na tisto, kar želimo nastaviti, kliknemo, potem se nam tukaj na desni strani odpre ta zavihek in recimo, če bi uvažali certifikat, bi rekli edit, bi rekli choose file, se nam bi odprl raziskovalec, kjer bi poiskali v mapi COBISS 3 files na C-disku pod mapa certifikat, ki ga bi predhodno te odložili, vpisali bi geslo in z OK certifikat shranili. Je pa še tu not, zakaj sem tudi to predstavila, to okno konkretno izbrala za predstavitev nastavitev, pa je eno uporabno orodje. Če pa mi že certifikat imamo nameščen, pa sami vemo, da približno na 5 let ti certifikati potečejo in potrebujemo nove, ki jih moramo pridobiti od FURS-a, zato da davčno potrjevanje računov poteka nemoteno, pa preprosto kliknemo ta gumbek Read cert in se nam napiše lokacija certifikata, kdo je lastnik certifikata in od kdaj do kdaj je veljaven. To je lahko en taki test, tisti, ko imate COBISS.io nameščen, da preverite pač to veljavnost certifikata ali pa ko boste prišli iz starega COBISS.dgv-ja, boste imeli to priložnost. In pa potem, da še predstavim ta DGV log editor. V bistvu vedno je zadnja aktualna datoteka za te loge. To je tisto, če je imel kdo kakršnekoli izzive s perifernimi napravami, pa smo vas tako vljudno prosili, če še nam to pošljete, in to treba poslati iz tiste naprave, kjer se je težava pojavila, ne iz druge, ker namreč ti logi se lokalno za tisto delovno postajo, na kateri periferne naprave tečejo, se tam shranjujejo. In v bistvu se zadnji prikazuje in treba dodati refresh, zato da se nam posodobi, pač se scrollamo do konca dol, da vidimo čisto zadnjo, je pa možnost tudi z Find Pattern pač iskati po določenih, ne vem, če bi iskala Starting COBISS.io application, pa bi to tu not vpisala, Find pa bi lahko pač iskala. Iz tega spustnega seznama pa bi lahko tudi starejše datoteke poiskala v primeru, da pač nam vi pošljete težavo, ni to priložen ta log, pa vam rečemo, da še to treba poslati, da pa lahko tudi tukaj ven skopirate, preložite v kako beležnico v mail. Še vedno pa pač lahko najnovejšo datoteko ali pa določeno poiščete v tej na C-disku COBISS 3 files in pa pod mapa log, kjer se skrivajo. V bistvu tu ven samo ta DGV log editor je samo v bistvu orodje, ki tukaj ven te datoteke bere. Samo res pa ne pozabiti na gumb refresh, če iščete nekaj, da tako sproti kontrolirate, če nekaj dela in da vidite najbolj zadnji odziv. Včasih pa pol, ne vem, kljub temu, da je ta COBISS.io skrit nekje v ozadju, se nam pa začne blinkati v pravilni vrstici na dnu delovnega področja Windowsov ali pa se celo gor prikaže in nekaj od nas zahteva. Pojavi se ena taka rumen pas in pa gumb Restart. To ni nič drugega, kot da vas COBISS.io poziva, da ob primernem trenutku, ko pač COBISS sliba v povezavi s perifernimi napravami, ne potrebujete, da restartate s COBISS.io aplikacijo in s tem jo posodobite na najnovejšo verzijo. In potem, če želite še pač preveriti, če je les povezana, greste v segment nastavitve in administracija, na postopek povezava s COBISS.io oziroma COBISS.dgv in vidite, to je naredimo z levim miškenim gumbom in potem vidimo sporočilo, če je COBISS.io oziroma COBISS.dgv povezan. In zdaj v bistvu, če še pogledamo, je tale, ko je tukaj skrit, ga odpremo tudi v bistvu, kaj pa želim s tem prikazati, pa je to, da preverimo, kaj imamo. Tisti, ko ne veste, kaj imate nameščeno, da lahko na ta način preverite. Če greste v System Tray, pač preverite, če imate COBISS.io, pol
desni klik Open, da se sigurno prepričate. Tisti, ko pa mislite, da imate Cobiss DGV, pa vpišete ta naslov localhost v dvopičje 8088 c3DGV v spletni brskalnik, da vidite, če imate stari servis oziroma če ta Cobiss 3Jetty servis v ozadju teče. Če tega nimate, se vam lahko pojavi takšna slika. Skratka, da preverite, in tukaj velja povabilo, da v bistvu bi bilo super pač čim prej preiti na Cobiss.io v pač takem procesu, kot vam ustreza, in tudi na Cobiss.io preveriti vse delovanje, predvsem tistih naprav, ki jih na Izumu nimamo možnosti testirati in so specifične v vaši knjižnici, da ne bi takrat, ko bi recimo stari servis ukinili, da bi bile kakšne težave, ker pač vse naenkrat po nekih prioritetah se rešuje, pa da je tudi ta prehod tudi za vas lažji, prijetnejši. In pa kaj prinaša verzija 1.2, ki je bila včeraj izdana in je mogoče danes kdo že ponovno zagnal Cobiss.io, še eno dodatni gumbek tukaj za desni klik, ko ga imamo tukaj skritega, da ga lahko kar restartamo v primeru kakšnih izzivov, manjše dopolnitve za podpisno tablico v logiranju, pa manjši tehnični popravki. In pa še, kje najdete hitro pomoč, ki je 24 ur na dan na voljo, spletna stran priporočena oprema za periferne naprave, naši e-priročniki, ne pozabiti na kontekstno pomoč, ne pozabiti, da je v Cobiss Libu na voljo Cobiss asistent, pač podprt s pametno inteligenco, umetno inteligenco, da si lahko tudi predstavitev pogledate s konference, in pa kolegi v uporabniški servisu se zelo trudijo z seminarji iz serije Delo v Cobissu, kjer je tudi recimo o spletnih brskalnikih en seminar. Vsi, ki mogoče še nismo tako domači, si lahko kdaj pogledamo, kaj novega zvemo za razne nastavitve, ki lahko vplivajo na našo delo, pa še marsikateri drugi seminarji na voljo, tako da vabljeni, in pa seveda naše uradne ure, kjer pa smo v živo na voljo za vsa morebitna vprašanja. Tako da hvala za pozornost. Tanja, hvala lepa.